Čeprav Mariborčani velikokrat tardamo, kako sivo in žalostno je postalo naše mesto, pa je včasih treba le pogledati na stvari iz malo drugačne perspektive. Takšno možnost vam ponuja tudi novi romantični vodnik po Mariboru, ki vas popelje v najbolj zanimive in skrite kotičke mesta. Romantični vodnik po Mariboru je en tak poskus prikazati Maribor malo drugače, kot smo ga vajeni. Drugače, kot ga sicer vidimo v mariborskih vodnikih, ki predvsem prikazujejo levi breg in pač te znamenitosti skozi čas, ki so bolj, tako bi rekla, etablirane, ne. Ta vodnik pa pravzaprav hoče Maribor prikazati kot celoto, levi in desni breg, in tudi kot neko potovanje skozi čas, od arheoloških obdobij pa vse do danes. Hkrati pa tudi prikazati neke skrite kotičke Maribora, ki jih pač poznamo Mariborčani, ljudje, ki živimo v tem mestu. Tako da je ta vodnik nastajal že po mojem od otroštva. Projekt je nastal v sodelovanju s skupino ameriških študentov, ki so odkrivali in fotografirali predvsem najbolj pozabljene in opuščene dele mesta. In kako je mogoče na takšnih krajih odkriti romantičnost? Meni se zdi, da je Maribor zelo romantično mesto, ne? Ravno v tem pogledu teh opustelih mest, ki so včasih živela, zdaj so pa to kot neke razvaline, zapuščene in zanemarjene. In tako smo se tudi mi podali na eno izmed skritih romantičnih poti iz levega na desni breg Drave. Sedaj smo pa na eni takšnih res skritih mariborskih teras, ki jih tisti, ki ne zavijajo ravno nad Maribor, ponavadi ne najdejo. Ja, tukaj smo nad kinom Udarnik, ki je bilo že leta 1935 koncipiran kot kino in kino je še danes. Arhitekt te zgradbe je Vladimir Šubic. Vladimir Šubic je tudi avtor Nebotičnika ljubljanskega, tako da tu pač eno tako Mariborski nebotičnik, recimo. Mariborski nebotičnik, ki sicer to ni, ampak zato pa je terasa, ki ponuja pogled praktično na ves Maribor. Tukaj smo tudi začeli s turističnim vodnikom. Prvi posnetek se je zgodil tukaj, na Vetrinski dvorec, na Grajski trg, grad, teater, Slomškova cerkev. Vi ste pa eden tisti, ki vas lahko najdemo na sliki v romantičnem vodniku po Mariboru. Ja, kako vam je všeč? Zelo mi je všeč, ker je tak napisan za tako generacijo, ko niso standardni. Kaj pogrešate? Pogrešam pa v nemščini. To je Studenška brv, ki so zgradili ta prvo leta 1885 z namenom, da bi lahko delavci iz levega brega na desni breg peš hodili v službo, ker se je v tistem času že razvila južna železnica in vsi ti obrati okoli železnice, industrijski. Takrat se je pravzaprav ta industrijska, delavska cona na desnem bregu pričela razvijati. Pot smo zaključili na kraju, kjer so nekoč stale mogočne tovarne in postaja južne železnice, ki so obetale Mariboru bogato industrijsko prihodnost. Tukaj smo zdaj na Portalu. To je nekdanja tovarna, tekstilna tovarna, ki so jo zgradili češki industrialci leta 1929 in seveda po razpadu industrije leta 90 in še malo kasneje. Danes so ti prostori namenjeni manjšim obrtnikom, manjšim industrijskim obratom, skladiščem in pa tudi kulturnim dejavnostim in med drugim sta to CAP in pa Kibla Portal. To je le ena izmed številnih zanimivih in nekoliko drugačnih poti, ki jih lahko v pomladnih dneh raziščete v našem mestu in okolici. Sicer pa je vodnik oblikovan tako, da lahko kjerkoli skrenete s poti in vanjo vključite še svoja odkritja, skrite kotičke in spomine ter ustvarite lastno romantično pot po Mariboru. V kratkem pa se obeta še mobilna aplikacija, ki bo vsebovala 27 tematskih poti v slovenskem in angleškem jeziku.